Predlagamo bon v višini 400 evrov za polnoletne in 50 evrov za mladoletne osebe. Prav tako predlagamo uvedbo mesečnega temeljnega dohodka z omejenim rokom veljavnosti in za porabo v Sloveniji v višini 100 evrov za osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Menimo namreč, da bi dodatna razpoložljiva sredstva pozitivno vplivala na gospodarstvo in javno potrošnjo, pozitivni učinek pa bi imela tudi na socialni status upravičencev. Vir financiranja za te ukrepe predstavljajo predvsem sredstva Evropske centralne banke, ki jih ima Republika Slovenija na voljo. Nadalje smo v Listi Marjana Šarca skupaj z ostalimi strankami opozicije pripravili še dodatna dopolnila, s katerimi vsekakor nismo imeli ovirati dela vlade, ki ga upravlja, temveč zgolj pripomoči k izboljšavi samih ukrepov. Predlagali smo razširitev ukrepa subvencioniranja čakanja na delo za vse panoge, pri čemer bi se ta ukrep podaljšal za 3 mesece, možnost sočasnega koriščenja ukrepov skrajšanega delovnega časa in ukrepa subvencioniranja napotitve delavcev na čakanja za delodajalce. Namen slednjega je bil tudi zavezati delodajalce, ki bodo koristili ukrepe strani države, k ohranitvi delovnih mest delavcev, za katere bodo prejemali subvencijo.